Drage Prekmurke in Prekmurci, spoštovane prebivalke in prebivalci Prekmurja. 17. avgust 1919 je v našo narodno zavest zapisan kot eden od velikih dni za prihodnost Slovenije. Po prvi svetovni vojni in stoletjih tuje oblasti ste Prekmurke in Prekmurci s plebiscitarno večino naposled združili tok svoje usode z matičnim narodom. Zaokrožitev nacionalnega ozemlja v tem delu Slovenije je bila eden od najpomembnejših korakov na poti k združitvi slovenskega naroda in osamosvojitvi, ki se je sklenila leta 1991. Pestrost, kulturna raznolikost in večnarodnost za vas nikdar niso bile ovira. So del večstoletnega značaja te regije in dediščina ljudi, ki so svoj obstoj utemeljili na skupnih vrednotah. Več kot stoletje po združitvi Prekmurja ostaja regija sožitja in sobivanja ter čezmejnega sodelovanja, ki je zgled Evropi in svetu ter vsem nam. Na to smo izjemno ponosni. Spoštovani, Slovenija brez Prekmurja in brez vas, Prekmurke in Prekmurci, preprosto ne bi bila popolna. Vaša duhovna širina, toplina, prijaznost in gostoljubnost so prepoznane daleč naokoli. Malo je krajev, kjer ljudje še dan danes pozdravijo naključnega neznanca na ulici. V Prekmurju je to še vedno v zavesti ljudi in tako zelo vesela sem, da s takšnimi dobrimi ljudmi delimo usodo življenja in razvoja v demokratični Sloveniji. Drage Prekmurke, dragi Prekmurci, iskrene čestitke za vaš in naš državni praznik. Vsem želim, da ga praznujemo s ponosom in hvaležnostjo, da je ta čudovita regija del Slovenije, ljudje pa dragoceni člani naše skupnosti. Veselim se leta osorej in državne proslave, ki bi morala biti vsakoletna, saj gre za praznik, ki po mojem prepričanju obeležuje enega od temeljev naše državnosti, združitev naroda. Hvala tudi vsem tistim, ki se poklanjate narodnim buditeljem tistega časa in vsako leto pripravljate praznovanja in proslave. Tudi to je skozi vsa leta ohranjalo ponos in narodno zavest, ki jo čutim vsakič, ko obiščem Prekmurje. Srečno Prekmurke in Prekmurci, srečno Prekmurje.